Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni iz studia VTV vaše televizije Velenje ob spremljanju današnje oddaje Aktualno. Tokrat na temo dr. Dan Podjed o digitalni preobrazbi družbe. Vabljeni k ogledu. Antropolog dr. Dan Podjed, znanstveni sodelavec Inštituta za slovensko narodopisje, Znanstveno-raziskovalnega centra, Slovenske akademije znanosti in umetnosti ter izredni profesor za področje kulturne in socialne antropologije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Med letoma 2010 in 2018 vodja mreže za aplikativno antropologijo Evropskega združenja socialnih antropologov. Od leta 2018 pa je njen izvršni svetovalec. V okviru te mreže je leta 2013 zasnoval mednarodni simpozij Zakaj svet potrebuje antropologe. Leta 2019 je izdal odmevno knjigo Videni, zakaj se vse več opazujemo in raziskujemo s pomočjo pametnih telefonov in drugih naprav. Leta 2020 je izšla knjiga Antropologija med štirimi stenami, kako je spoznaval družbo in sebe med pandemijo COVID-19. Od leta 2022 vodi nacionalni raziskovalni program etnološke, antropološke in folkloristične raziskave vsakdanjika, ki ga financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. Vodil je več raziskovalnih projektov, tako nacionalnih kot mednarodnih. V naši družbi je gost dr. Dan Podjed. Dober večer, lepo pozdravljeni in hvala lepa, ker ste se odzvali našemu povabilu. Dober večer. Veliko smo slišali o vas, kaj pravzaprav počnete, in če vas bi vprašala, kaj ne počnete, bi najbrž prekončala. No, marsičesa ne počnem in tisto, česar ne počnem in česar javnost ne ve, to tudi zelo z veseljem počnem. Ampak teh stvari pravzaprav ne bi razkrival, mogoče ne preveč. Kako kapljico mogoče tega, kar počnem v zasebnosti. Ker itak se mi zdi preveč razkrivamo zasebnost. Znate določiti isto mejo, javno, zasebno? Ne. A vi jo znate? Ne. Kdo jo zna? Kdo jo sploh zna? Sva zdaj v zasebnem ali v javnem prostoru in mislim, da je zasebnost nekaj, kar res izginja. Mislim, da je ta hip zasebnost podobno ogrožena kot podnebje. Ampak za podnebje nas bistveno bolj skrbi, zasebnosti pa smo se odpovedali skoraj čez noč. Ker kamorkoli gremo, moramo objaviti selfie, če ne se ta dogodek ni zgodil. Tudi vas je vaš kolega pred oddajo fotografiral, zato da boste to verjetno objavili na kakem omrežju, to fotografijo. In kar naprej moramo poročati o sebi. In tudi domovi, ki so bili nekako naše zadnje zatočišče zasebnosti, ta zasebnost v njih izginja. Zato, ker v njih vnašamo pametne naprave, kamere, ves čas smo pravzaprav pred kamerami, z mikrofoni. Tako da je pravzaprav moje življenje podobno kot življenje v vašem studiu. Pred kamero, pred mikrofonom, od daleč se tudi javljam na kako konferenco. In med covidom, v času pandemije, smo pa še posebej zaživeli na nov način, se več javljali nadaljavo. Tako da so kar naenkrat postale naše spalnice, pa otroške sobe, studiji. In tako da se mi včasih zdi, da živimo pravzaprav v Trumanovem šovu, v tistem filmu, kjer je glavni junak Truman, od rojstva pa do njegovih srednjih let živel v studiu. In studio je pravzaprav naše življenje. Preden se dotakneva tega resnega pogovora, se mi zdi, da je prav, da na začetku... Preveč zatežil zdaj z resnimi stvarmi. Da poveva, da ste rojeni v Celju. Pa me zanima, kakšen ste bili kot otrok? Razigran, radoveden, nagajiv? To bi sicer morali vprašati mojo mamo. Če sem bil kaj od tega, verjetno nagajiv niti ne, radoveden gotovo. Me je pa res zaznamovalo nekaj, česar spet ne razkrijem pogosto, ampak je mogoče pomembno. Ko sem bil star 6 let, sem hudo zbolel, namreč zaradi napačno diagnosticirane škrlatinke sem dobil vnetje srčne mišice, zaradi tega sem dolga leta dobival potem penicilinsko zaščito in nekaj mesecev sem moral v prvem razredu osnovne šole ostati doma.
In tudi kasneje sem se tako malo izogibal stikov z ljudmi, sem se moral pač. In jaz mislim, da me je tistih par mesecev zelo zaznamovalo. Tako mogoče za celo življenje, ker sem več ostajal med 4 stenami, veliko sem bral, manj sem se družil. V bistvu se mi je na nek način zgodilo to, kar se nam je zgodilo pred 2 letoma po vsem svetu. In izoliran sem bil. In to je nekaj, kar mi je ostalo. Ostale pa so mi tudi knjige, veselje do branja, do spoznavanja novih svetov, ker se mi zdi, da skozi knjige pravzaprav spoznavamo nove svetove. Jaz mislim, da je pravzaprav knjiga edina pot do virtualnih svetov. Ker mislim, da tisto, kar gledamo po ekranu, pravzaprav ni virtualno, tisto je resnično. Virtualno je pa mogoče samo še tisto, kar se nam dogaja v glavi. In v te svetove se še vedno z veseljem podajam. No, vaše raziskovano delo se nanaša na vsakdanjik, sedanjik. Mnogi antropologijo še vedno povezujejo zgolj s preteklostjo, da antropologi ugotavljajo, kako so živeli pred tisočletji naši predniki. No, zdaj ugotavljamo tudi, kako bodo živeli čez tisočletja naši zanamci. Mene osebno to zelo zanima. Torej, kakšen človek nastaja. Posebej me zanima to razmerje med ljudmi in tehnologijami, ki nas preoblikujejo. Ne moremo reči tudi, da so etično nevtralne te tehnologije, zato ker vsaka tehnologija je že od takrat, ko jo začnemo uporabljati, nekaj, kar vpliva na naše življenje. In je treba vnaprej razmisliti, po mojem, mogoče bolj premisliti, kako bo vplivala tehnologija, kot je recimo pametni telefon, na človeka in na družbo. Ker na ta način lahko nastanejo bolj ljudem prijazne tehnologije in take, ki so bolj smiselne za družbo. Recimo en tak primer tehnologije, ki se mi zdi, da je malce zatavala od izvirne ideje, so tako imenovana družbena omrežja. Facebook, Twitter, Instagram in druga, ki nas niso naredila bolj družabne. Včasih jim zmotno rečemo družabna omrežja, ampak jaz mislim, da to pravzaprav niso družabna omrežja, ker smo zaradi njih pogosto bolj izolirani, manj družabni, manj se družimo v živo. In zato mislim, da bi morali, ko nastajajo take tehnologije, vključiti v razvoj tudi antropologe, psihologe, sociologe in druge družboslovce in humaniste, zato ker konec koncev vsaka tehnološka inovacija vpliva na človeka, družbo, okolje. Ampak zakaj nas tako zasvojijo ta omrežja? Zasvojijo nas ne omrežja, zasvojijo nas razmerja z ljudmi na drugi strani ekrana. S tem smo zasvojeni, s tem, kaj drugi počnejo. Tudi obsedeni smo s tem, da moramo vedeti, kaj se dogaja po svetu. V angleščini obstaja prav kratica za to, FOMO, F-O-M-O, oziroma Fear of Missing Out. Strah, da bi kaj šlo mimo nas. Tega nas je strah. In zato je treba biti vedno prisoten, vedno priključen od jutra do večera. Seveda pa obstaja tudi par psiholoških trikov, zank, za katere se zlahka ujamemo. In zelo dobro je te zanke opisal v knjigi Hooked, torej Zahakljani, Nir Eyal, ki opiše postopek, kako se zahakljamo recimo za to časovnico na Facebooku, ki nenehno teče navzdol, po kateri podrsavamo. Saj veste, Facebook ni knjiga, ampak je knjiga, ki ni nikoli konec, ker nikoli ne pridrsamo do konca. Ampak zakaj kar drsamo in drsamo in drsamo? Gre seveda za psihološko zanko, ki se začne z nekim prvim gibom, potem dobimo neko zanimivo informacijo, ki je presenetljiva, nenavadna, ne vemo, kaj je naslednja stvar, ki bo na tej časovnici, na tem neskončnem toku informacij. No in tako se potem zahakljamo. No in zanimivo je, da je Nir Eyal, avtor te knjige Hooked, potem čez kakih 10 let ugotovil, da se je sam zahakljal za lastne zanke, ker so njegovo knjigo mnoga podjetja uporabila za to, da so snovala tehnologije in rešitve, s katerimi pritegnejo pozornost ljudi. Recimo, eno je ta časovnica, drugo so
opozorila. Tisti zvonček, recimo na Facebooku, a veste, ko piše zraven z rdečo številko, koliko novih obvestil imate. Ta rdeča številka je izjemno pomembna, zato ker jo takoj opazimo v modrini Facebookove strani, opazimo rdečo številko. In ko vidimo, da nas čaka 12 novih sporočil, tega enostavno ne moremo spregledati. To je kot, da bi šli mimo nabiralnika, ki je poln in vedno bolj zatrpan. Se ga morate enkrat odpreti. In ko vidimo to številko, je ne moremo odmisliti, odpremo in potem se seveda kopičijo nova sporočila. No, Nir Eyal je ugotovil, da se je sam zahaklil za svoje zanke in kot opisuje v svoji knjigi Indistractable, torej Nezmotljivi, pravi, da je bil s hčerko v sobi, ona ga je spraševala, ati, kateri super junak bi bil ti, če bi si lahko sam izbral, mislim, da je imela 4-5 let, recimo, tako za njo pomembno vprašanje mu je zastavila. No, ampak on ni odgovoril njej in je rekel, samo počakaj, ker moram še tole odgovoriti. In je po telefonu odgovarjal neki osebi, ki mu je ravno takrat poslala neko sporočilo, zasebno sporočilo, dobil ga je na telefon, telefon je naredil ping in to je zmotilo njegovo pozornost in pogovor med hčerko in njim. In v tistem trenutku je ona zapustila sobo, šla. On je izgubil stik z njo in raje ostal z nekom na drugi strani ekrana. In tako, jaz mislim, da se kar dosti ljudi prepozna v takih zgodbah, ker pač skušamo ohranjati stike nadaljavo s stotinami, včasih tisoči ljudi. Pozabimo pa na tiste, ki so res pomembni, ki so nam blizu, ki so z nami, ki so naši sorodniki, naši otroci, naši prijatelji. In za tiste nimamo časa, zato ker moramo nadaljavo odgovarjati po chatu, po Facebooku, kakorkoli že. To me spominja, recimo, ko se dogovorimo, gremo na kavo, pa sedimo za eno mizo, kaj ponavadi počnemo? Vsak telefon v rokah, a ne? Ni tistega stika, kar ste vi zdaj povedali, da bi se v miru pogovarjali. A smo zmožni dati, recimo, telefon za pol ure na stran? Ja, jaz upam, da ja, no. Mislim, drug problem je, da so telefoni tudi prva stvar, ki jo zjutraj primemo v roke in zadnja stvar, ki jo zvečer odložimo ob posteljo. Pa če res so nam pri roki. Telefona se dotaknemo 2617krat dnevno v povprečju. Pritisnemo na ekran, ne? To pač lahko telefoni beležijo. Ko tipkamo sporočila, ko drsamo gor in dol po ekranu, 2617krat se ne dotaknemo nikogar drugega. Pač to je postal res najpomembnejši objekt v našem življenju. In tudi jaz sem včasih malo tako presenečen, kako smo naredili ta obrat od kvalitete k kvantiteti razmerij. Ne? Recimo namesto, da nek par, ki gre na večerjo, da bi se pogovarjala, si vzela čas, če sta si že ravno, ne vem, rezervirala tisti termin 2-3 ur za večerjo, nazdravila z vinom, uživala ob hrani. Namesto tega pač vzamete telefone, fotografirate hrano, objavite to na Instagramu, zraven dodata, ne vem, hashtag foodporn, hashtag time alone, hashtag love in tako naprej, ne? In potem čakata na odzive občinstva, ki spremlja, kaj ona dva počneta. Ampak zakaj se pa ne pogovarjata? In dobro, tu zdaj nekaj malo preveč mogoče moraliziram, vse to je problem, ki se ga vsi zavedamo, očitno. Lahko povem raje, kako sam skušam brzdati sebe, ker jaz sem res, mislim, jaz sem odvisen od obojega, od tehnologij in razmerij nadaljavo in informacij, ki pridejo do mene. In kako vam to uspeva? Kaj počnete? Ja, brzdam se s tehnologijami. V bistvu uporabljam tehnologije zato, da se odklapljam od tehnologij. Na telefonu recimo sem si namestil neko aplikacijo, reče se Minimalist Phone, ki naredi zaslon mojega telefona bolj dolgočasen. Torej črno ozadje, namesto ikonic so beli napisi, ki povejo, do katerih aplikacij lahko dostopam. In zakaj? Zato, ker so te ikonice sicer kot bombončki, so izjemno privlačne, pisane,
pa še zraven je kakšna številka, ki označuje, koliko je novih sporočil, če kliknem gor na to aplikacijo. Zbrisal sem si z telefona Facebook, Twitter, Instagram. S Twitterja sem se kar zbrisal pravzaprav za vsak slučaj, ker tudi samega sebe nisem mogel več prenašati na Twitterju, ampak mogoče več o tem kasneje. In to je ena aplikacija, ki mi precej olajša življenje, ker je moj telefon bolj dolgočasen. Torej, z mojega pametnega telefona sem naredil neumen telefon, rahlo bolj neumen telefon. Na računalniku recimo uporabljam program Cold Turkey, ki mi naredi računalnik bolj podoben pisalnemu stroju. Ne morem recimo v nekem času, ki si ga sam omejim, dostopati do Googla, Facebooka, česarkoli že, do Instagrama, ampak takrat samo pišem. Pred mano je bil papir in to je čas, ko lahko samo pišem, recimo 2-3 ure. In zdaj verjetno vas skrbi, kako lahko pišem brez Googla, recimo, ne? Ampak gre. Mislim, v bistvu je bistveno bolje pisati brez Googla, ampak malo pozabljamo na to, da lahko pišemo brez tehnoloških pripomočkov. In zanimivo je, ne, da sem za oba ta programa, torej za Minimalist Phone in za ta Cold Turkey, plačal. Torej, zdaj plačujemo za to, da so naše naprave manj sposobne, bolj v narekovajih neumne, če so tiste pametne, ki nam omogočajo več, plačamo za to, da imamo manj sposobne naprave. In še ena stvar je pomembna, plačujemo zdaj za odklop. Torej, ni glavno bistvo današnjega časa biti priklopljen na omrežje. Priklopljeni smo lahko skoraj kjerkoli, vsaj v naši državi oziroma recimo v Evropi, imamo skoraj kjerkoli dostop do spleta. Glavni izziv je, kako se odklopiti, kako iti kam brez telefona, recimo. In doma, recimo, sva z ženo ugotovila, ker smo spet v času šolanja nadaljavo med pandemijo kupili otrokom 2 računalnika pa še eno tablico, da so potem otroci, ko so se spet začeli šolati od blizu, ves čas bili na računalnikih, pač niso šli več ven. In potem sva kupila najprej program, Kustodijo, ki je izklopil računalnike čez nekaj časa, čez uro, uro pa pol. Zato, da so pač nehali igrati Minecraft, Fortnite in druge igre in šli ven, pač se družili v živo. No in potem ugotovim, čez kakšne mesec recimo, da kljub temu, da je program delal, da so računalniki še vedno delovali. Kako je zdaj to možno? Ne? In potem sem šel reči otrokom, kaj se zdaj pravzaprav dogaja. In ta srednji, ko je tako tehnološko dost usposobljen v računalništvu, je priznal, tako je rekel, ati, pač smo našli obvod, ne? Smo shekali ta program. In kako ti je pa to uspelo? Je rekel, kako? YouTube, ne? Saj gor na YouTubeu so itak odgovori na vsa vprašanja. Tako da potem sem rekel, pa najboljš, da ukrepamo tako, da jaz pospravim enostavno računalnike, ne? In zanimivo je to, da niti niso imeli kakih problemov otroci. Mislim, v bistvu zelo uživajo v tem, če se družijo v živo, ampak jim je treba včasih tudi omejiti dostop do tehnologij, ki jih imajo sicer na voljo. Mislim, starši smo tudi zadolženi za to, pa šola seveda, in pa proizvajalci tehnologij. Tudi oni bi morali skrbeti za to, da ne morejo otroci iger igrati neomejeno ali pa neomejeno uporabljati TikToka, zato ker je dejansko to zasvojljivo, da pač jim mi omogočamo odklop. No in pa čez 2 tedna sem jih vprašal otroke in ta mala 2 sta sploh bila precej na računalnikih. Kako zdaj? Kako shajata? Pa v redu. Sem rekel, imata kakšne težave, smisel, da te imela kako tresavico ali kaj takega. Ne, v redu je. Fajn se imamo. Sprejmejo takoj, ne? Pa ja, mislim, sploh otroški možgani, mislim, da so tako plastični, da se zelo hitro prilagodijo novi situaciji. Jaz mislim, da bi midva mogoče imela več problema s tem, če bi nama odvzeli telefone. Ta srednja generacija, bova rekla. Ja, najna generacija je najbolj zablujena generacija. Mislim,
Mi smo tisti, ki svojim otrokom pametujemo, koliko ne uporabljajo naprave, pa jih statistično uporabljamo mi več. Mi smo več časa pred ekrani. Mi smo pred ekrani 8 do 9 ur dnevno v povprečju. Otroci so manj. Zato, ker delamo pred ekrani, se družimo pred ekrani, gremo spat z ekrani in tega nam nihče ne prepove. No, te vaše ugotovitve uporabljajo tudi podjetja in odločevalci. Ugotovitve v zvezi s čem? S tem, kar recimo počnete v življenju, te vaše raziskave. Ja, jaz upam, da kakšni odločevalci poslušajo predvsem. Jaz mislim, da bi morali začeti malo bolj razmišljati o tem, kako družbo ustvarjamo, kakšna delovna okolja, omogočiti ljudem in jih spodbujati, da se odklopijo od naprav. V pisarnah recimo, ne da greš v pisarno ali pa na delovno mesto in si potem, 3 ure od tega na omrežjih. Mislim, kak smisel ima to? Pa ne mislim samo, da se izgublja ta delovni čas, ampak mislim, potem je bolje, da greš z sodelavci na kavo, se pogovarjaš ta čas, zveš neke nove informacije, kot pa, da si nadaljavo z drugimi. In nisem tudi niti pristaš te ideje coworkinga oziroma sodelovanja. Jaz mislim, da ljudje predvsem ta hip potrebujemo mir za poglobljeno delo. Tiste 2 do 3 ure dnevno, ko lahko fokusirano delamo. In takrat bi se morali odklopiti od omrežij, zapreti v pisarno, še obesiti gor listek, tako kot ga imajo v hotelih, vstop prepovedan, pa zakleniti pisarno in takrat res poglobljeno delati. Ker če delamo skupaj ves čas, motimo drug drugega, ne? In jaz mislim, da ljudje rabimo oboje. Torej družbo, skupnost in izolacijo, kjer se lahko bolj zberemo. Tako da izolacija ni izključno negativna, ampak je lahko zelo pozitivna. Ker jaz mislim, da v izolaciji nastajajo izjemno kreativne zamisli. Torej, preučujete razmerje med ljudmi in tehnologijo. Kako se to recimo vpliva na posameznika? Zdaj, če pogledava otroci na eni strani, ta srednja generacija, tudi starejši, kako se to spreminja našo družbo, pa kaj bo pravzaprav prinesla umetna inteligenca? O tem zadnji čas se veliko poslušamo. Ja, predvsem veliko slišimo o programu ChatGPT, ki ga je razvilo podjetje OpenAI. Jaz mislim, da je prihodnost izjemno vznemirljiva. Dejansko se nam dogaja tisto, čemur pravimo digitalna preobrazba. Ampak meni pri tej besedni zvezi preobrazba mi je ta del zanimiv. Preobrazba, v kaj se preobraža naša družba in človek zaradi digitalnih vsebin. In me res neizmerno spominja na to Kafkovo preobrazbo, metamorfozo, ko se je Gregor Samsa preobrazil v čudnega hrošča. In se mi zdi, da nastaja zdaj nek novi človek skupaj z temi tehnologijami, ki so res, mislim, pač stvar deluje fenomenalno. Ne vem, če ste to pač preizkusili, ChatGPT, ampak ne vem, zadnjič, ko sem imel predavanje v Laškem, sem napisal najprej, ne v Laškem, v Velenju, sem napisal, da programu oziroma mu naročil, če lahko napiše esej o Velenju kot mestu prihodnosti. In je napisal tako enostranski esej o tem, kako si zamišlja Velenje kot mesto prihodnosti. Sem rekel, ker se mi ni dal brati tega eseja, a lahko to malo nakrajše pa v obliki pesmi, napisal pesem. Sem rekel, a lahko mogoče še kako bolj preprosto, otroško pesem, ni problema. Pač je nastala kratka pesmica, ki se mi zdela malo preveč optimistična, in sem rekel, a lahko mogoče malce manj optimistično pesem? Ni problema, bomo še to. In je napisal pesem, ki je bilo potem naslov, prvi je bilo naslov Velenje mesto prihodnosti, drugi pa Velenje mesto prihodnosti z vprašajem na koncu, ne? In v prvi je sijalo sonce, ljudje so bili prijazni, povezovali so se sicer nadaljavo in po ekranih, ampak so bili izjemno človeški drug do drugega. Tista druga je bila pa taka distopična, kot iz Nočne more. Ni sijalo sonce, ampak je bilo mračno, tovarne so delovale in onesnaževale zrak in ljudje so bili nepovezani, razdrobljeno mesto. Tako da, mislim, to je to. To imamo zdaj na voljo, ta orodja. In jaz se mislim, tako kot Nick Cave, glasbenik
On je rekel, da sicer, da misli, da je to, kar dela umetna inteligenca, kič, jaz se z njim ne strinjam povsem, ne. Jaz mislim, da lahko umetna inteligenca pomaga tudi pesnikom konec koncev, ne. Da najdejo tisto pravo rimo na besedo lonec, kot je so iskali v Zvezdici Zaspanki in rimo na besedo lonec je konec. Ampak ne mislim, da je s tem konec pesništva, poezije, ampak mislim, da nastaja nekaj novega, nek nov tip umetnosti, kjer se bosta povezala človek in tehnologije. Tako kot recimo, ne vem, zaradi razvoja umetne inteligence ni propadel šah kot igra. Čeprav je že leta 1997 program Deep Blue premagal Garija Kasparova v šahu. No, šah še vedno igramo, ne? In jaz mislim, da se bo zgodilo prej tisto, kar je prav Garij Kasparov napovedal za prihodnost. Torej, da se bosta umetna in človeška inteligenca bolj povezali in nadgradili drugo. On pravi temu, da nastajajo neki kentavri, torej bitja, ki so kot kentaver, pol konj, pol človek, tu bo pa pol računalnik, pol človek. In to je v bistvu, kot pravi Kasparov, najboljši igralec šaha. In jaz mislim, da ima človek ogromno za prispevati k ustvarjalnosti. Zakaj? Zato, ker smo nepopolni. Jaz mislim, da je bistvo umetnosti v naši nepopolnosti. Ne pa v tem, da so rime popolne, pa metrum neke pesmi popoln. To ni popolna pesem. Popolna je ravno tista pesem, ki je paradoksalno nekoliko nepopolna. Tako kot idealna slika, ne vem, če ste kdaj videli to idealno sliko obraza, ženskega obraza, recimo, ki ga ustvari umetna inteligenca, ko da najlepše obraze skupaj in naredi popolno žensko. Ampak tista ženska ni popolna. Dejansko je nepopolna. Ravno zaradi tega, ker je preveč perfektna. In to je tisto, kar moramo ljudje ohraniti v prihodnosti. To našo nepopolnost, ki je vir ustvarjalnosti, navdiha. Ampak vse imamo danes na dosegu rok na internetu. Se zavedajo ljudje, ali pa če se zavedamo te recimo temačnosti odprtega interneta? Mislim, do tistega interneta redki po mojem dostopajo dejansko. Jaz mislim, da je internet pravzaprav precej očiščen in bistveno bolj čistunski, kot je bil v sredini 90-ih let, ko sem tudi sam začel spremljati, kaj takrat se delilo po omrežjih, kakšne so bile spletne strani. To je bil čas pred Facebookom, pred Googlom celo. Pač Google imamo zdaj za nek samoumeven iskalnik, takrat je bilo iskalnikov bistveno več. Matkurja recimo v Sloveniji, Yahoo na svetovni ravni, pa Alta Vista in drugi iskalniki. In jaz mislim, da je bil takratni svetovni splet bistveno bolj podoben divjemu zahodu. Torej neosvojena območja, ki smo jih postopoma poseljevali. In en avtor je zelo dober predstavil to pot v prihodnost, kam bo šel svetovni splet takrat, namreč Howard Rheingold, ki je, mislim, da tam v začetku 90-ih napisal knjigo Virtual Community, torej virtualna skupnost, na podlagi analize svojega življenja na spletu, na protospletu, na teh predspletnih klepetalnikih, in je rekel, dve poti sta naprej. Ali bomo šli v smer agore, torej tega trga v grških polisih, kjer se lahko enakovredni posamezniki srečajo, poklepetajo, izmenjajo ideje, ali pa bomo šli v drugo smer, v smer panoptika, kot ga je opisoval Jeremy Bentham, torej stavbe, take krožne oblike, v kateri so celice, posamezne celice, ki so presojne z obeh strani. Na eni strani je okno in z druge strani je okno. Tako stavba je oblikovana tako v obliki prstana, na sredini pa je ta centralni opazovalni stolp. In tam vas ves čas mogoče nekdo gleda. Ker kot pravi Bentham, se sploh ni nujno, da je kdo tam. Že občutek, da vas lahko nekdo gleda, spremeni vaše navade. In jaz mislim, da je odgovor precej jasen, kam smo šli s spletom. V bistvu gre za centralno nadzorovane sisteme,
kjer ne gre v bistvu več samo za nekega opazovalca ali čuvaja, ampak dejansko lastnika tega omrežja. Recimo Mark Zuckerberg je oseba, ki je dobesedno kralj tega sveta, ki se mu reče Facebook, ki ima približno 3 milijarde uporabnic. To je, če bi bila to država, bi bila daleč največja država na svetu. In če Mark Zuckerberg kot suveren, kot pač vladar, kot fevdalec reče, od jutri naprej pa bo naš svet rdeč namesto moder, bo pač rdeč, ker lahko to reče. Ne? In lahko pač on, se ne mislim, da on gleda v najina življenja, vsaj upam, da ne, no. Mislim, da bi dobesedno... A se kdaj ustrašite recimo tega? A da bi me Zuckerberg gledal? Ali kdo drug recimo? Ja, ne več, se pravim, da itak živimo v Trumanovem šovu in da smo navajeni tega občutka, da nas nekdo gleda. Jaz mislim, da je glavna groza današnjega časa, da nas nihče ne gleda. To je tisto, kar je najbolj srhljivo, da se je zgodil ta obrat, da smo zaskrbljeni, če recimo naredimo selfie, ga objavimo na omrežju, pa ne dobimo niti enega všečka. Kaj to pomeni? A to pomeni, da sploh ne obstajamo dejansko? Nekaj je narobe, ne? Ja, jaz mislim, da je to groza današnjega časa. No in v to smer smo šli očitno, v panoptik, torej v neko totalno inštitucijo, v zapor, pravzaprav, kjer smo vsi v svojih celicah, lepo popredalčkani in kjer nas ves čas nekdo gleda. In zdaj vprašanje, kako priti ven, ne? Iz tega panoptika. Jaz mislim, da je odklop rešitev. Pa ne mislim s tem tako ludistično odklop v smislu, ne vem, razbimo naprave, slecimo se do golega, stecimo v gozd. Vidim, da imate tu še neko tako kuliso gozda, super. Sploh ne zdaj po zimi, ker nima smisla in vas bo zeblo. Poleti pa si privoščite tudi kaj takega. Ampak da si določimo neke termine v dnevu, ko smo odklopljeni od naprav in se znova priklopimo drug na drugega, na ljudi. Tako kot ste rekli, da za tiste 2 uri, ko gremo s prijatelji ven, pa odložimo telefone in smo skupaj z njimi, pa tudi njih opozorimo, dejno. Mislim, nič pametnega se ne bo zgodilo ta čas. Kaj pa recimo starejše generacije, naše mame, ne, dobijo neko pametno stvar v roke, telefon, novo pečico. Kako se lotiti tega? Mislim, starejše generacije so mogoče ravno tako problematične, zaradi tega, ker to so pa generacije, ki niso digitalni staroselci. Jaz mislim, da najmlajša generacija je ta hip najmanj problematična, čeprav nas najbolj skrbi zanjo, ne? Jaz mislim, da starejši, ki se zdaj priklapljajo na Facebook, pa na druga omrežja, oni znajo imeti probleme in jih dejansko imajo. Mislim, tisti starejši od 60 let so najhitreje rastoča generacija na Facebooku, mimogrede. In problem je, ker res nerazsodno ravnajo, to opažam sam, na omrežjih z lastnimi podatki. In delijo recimo na časovnici neke druge osebe oziroma na zidu neke druge osebe svoje zasebne fotografije. Tako se je zgodil primer iz mojega življenja oziroma sveta, ki ga poznam, ne, moji mami, ki je kar naenkrat se znašla na neki fotografiji v kopalkah na zidu moje sestre, ker je neka prijateljica od mame, ker mama ni na Facebooku, je pa poslala sestri, namesto da bi ji poslala kot zasebno sporočilo, torej po Messengerju, je pa kar prilepila na zid fotografijo, mislim, da s Korčule, glej, takole smo se pa lepo imeli. Mislim, moja mama ni bila ravno navdušena, da se je kar naenkrat znašla javno tam na omrežju, ampak take stvari se dogajajo. In zato jaz mislim, da moramo predvsem poslušati mlade, ki so dejansko malo da ne od zibelke naprej odraščali s tehnologijami, kako razsodno ravnati z tehnološkimi pripomočki, kje objavljati, kako objavljati. Mislim, da oni to bistveno bolje znajo kot naši starši. In tako da jaz mislim, da bi morali več izobraževanj imeti na področju varovanja zasebnosti, varovanja podatkov prav za starejše.
ugotavljava, torej z digitalizacijo vse manj osebnih stikov, zdaj elektronsko se lahko naročimo na različne dogodke, tudi zmenki v zadnjem času zelo, zelo popularni. A se izgublja ta neposredni stik, kar ste rekli? Mislim, še vedno moraš priti skupaj, ne? Tudi če se povežeš na Tinderju, v nekem trenutku se moraš pojaviti pred tem človekom. Kar je meni najbolj zabavno, kako se ljudje prikazujejo drugačni po omrežjih. In kdo je sploh za tistim, a ne? Dobro, tudi to, seveda, včasih se lahko zlažeš enostavno, ampak a pa daš neko drugo fotografijo, tudi za take primere sem že slišal, ne, da so dali kar fotografijo nekega drugega človeka, tako kot da bi jaz Georgea Clooneyja objavil recimo na svojem profilu na Tinderju in potem se srečava in bi rekel, pa bi vi rekli, ja, pa se nisi tako kot George Clooney. Ali pa piloti, osamljeni moški v zadnjem času zelo popularni, sploh pri ženskah vemo, kaj se dogaja potem. Ne vem, kaj se dogaja. Ja, ko nasedajo, pa plačujejo. Aha, ja, seveda. Ja. Mislim, takih stvari, takih zgodb je ogromno, ne. Ampak jaz mislim, da tako mogoče si skrivajo vsi mnogi od tistih, ki plačujejo, ne, v bistvu jim je to bolj škoda, da bi bili popolnoma osamljeni. V bistvu je to plačilo pač cena za to, da nisi čisto sam. Grozljivo, ampak mogoče na ta način rešujemo neko pandemijo osamljenosti, ki jo doživljamo v tem svetu, ki je popolnoma povezan, ampak v katerem smo hkrati, kot je rekla Sherry Turkle v knjigi z naslovom Alone Together, skupaj in hkrati sami. Popolnoma smo povezani in hkrati se počutimo pogosto bolj osamljeni, kot smo bili kadarkoli. Tudi raziskave kažejo, da imamo ta hip manj prijateljev, kot smo jih imeli kadarkoli. A ni to zanimivo? Jaz imam na Facebooku 4000 ljudi, ki se jim reče prijatelji, hkrati pa mogoče vedno manj tistih ljudi, ki so res pravi prijatelji, tistih, ki jih lahko kadarkoli pokličeš, ki jim lahko zaupaš karkoli, ki ti bodo v pomoč, ki ti bodo v uteho, ko jo potrebuješ. In jaz mislim, da res doživljamo z razcvetom omrežij zaton prijateljstva. In hkrati imamo po eni strani inflacijo prijateljev, po drugi strani pa devalvacijo tega pojma. To je tisto, kar je mogoče žalostno. In zato pravim, da nam včasih koristi odklop, ker res za prijatelje si je pa treba, kot je rekel Šifrer, čas vzeti. Ne? Pač ne moreš imeti instantnega prijateljstva, ne moreš prijatelja poklikati vsakih par mesecev, pa misli, da se bo to razmerje nadaljevalo. Zanimivo, kar ste izpostavili, osamljenost pri ljudeh, da pride na površje. A se skrivamo za tem, se tega bojimo? Mislim, meni je osamljenost, samota, izolacija, nekaj, čemer se tudi raziskovalno zdaj posvečam v projektu o izoliranih ljudeh in skupnostih v Sloveniji in na Hrvaškem. Pač raziskujemo izolirane posameznike, skupnosti, zato ker je izolacija tak ambivalenten pojem. Po eni strani se bojimo, po drugi strani si je pa neizmerno želimo. A ni to zanimivo? Recimo ena od raziskovalnih lokacij v tem projektu je Robidišče, najbolj zahodna slovenska vas, kjer je živelo pred nekaj desetletji samo še peščica ljudi. No, zdaj pa so kar naenkrat šli vsi v Robidišče. Celo Miha Šalehar, radijski voditelj, preživi velik del leta tam. In Robidišče je ta hip, z njim sem se pogovarjal kak teden nazaj, rekel, kaj boste vi raziskovali tu izolacijo? Tu ni nobene izolacije več, ker je to mogoče najmanj izoliran kraj ta hip. Zakaj? Je prav zaradi te ideje, tam bomo pa našli izolacijo, tam bomo pa sami. Zato, ker si tega vse bolj želimo. Tudi po mojem smo pač prenasičeni vsega, informacij, ljudi, potisnih sporočil, pametnih naprav. Mislim, to je tisto, zaradi česar se nam po malem že meša v vsakdanjem življenju. Elektronske pošte. Ena krasna knjiga je šla pred časom z naslovom A World Without Email, torej Svet brez elektronske pošte. In avtor sicer ne pravi, da bi morali nehati pošiljati elektronsko pošto, pravi pa, da bi morali zagotovo pošiljati elektronsko pošto bolj razsodno, kot to zdaj počnemo. Najhujša stvar, ki jo lahko naredimo, je, da kliknemo
odgovoril sem, reply all. To je atomska bomba, pravkar ste sprožili neko atomsko bombo in uničili dan mnogim ljudem. Zakaj? Zato, ker večinoma pošiljamo naokrog sporočila, ki so brezvezna, ki se ne tičejo 30 ljudi, ne? Mi pa kliknemo reply all, zato da so pač vsi obveščeni. S tem zavozimo, ne vem, rečemo 5 minut časa 30 ljudem. To je 150 minut časa. Smo pravkar zavozili z enim klikom. Ja, včasih pa recimo tudi vodstvo podjetja to zahteva. Ja, sej, pa oni ne nehajo terorizirati ljudi s takimi idejami. Pač reply all opcija naj se uporablja redko. Zato, ker drugače predoziramo ljudi z informacijami. Najboljši način komuniciranja, tisti, ki ga ljudje najbolje poznamo, obvladamo, je iz oči v oči. Zato, ker je pač naš uporabniški vmesnik, če lahko tako rečem, je obraz, so roke. To je tisto, kar delamo zadnjih 200 000 let, recimo, obvladamo res to, ne? Tako da, če imate možnost, pejte do človeka, pejte do njegove pisarne, mu povejte, kaj naj naredi, recimo. In tudi, če ima kak problem, zadržek, vam bo to povedal nazaj. Se pravi na 4 oči, še vedno. Ja, lahko tudi na 5, ali pa na 7, ali pa na 12 oči, kolikor oči je pač na voljo. In pač sestanek v živo je vedno boljši kot nadaljavo. Če te opcije ni, človeka pokličite po telefonu, torej če je nekje daleč, ker je glas, govor še vseeno boljše kot pa pisno komuniciranje. Ko pa pošljemo elektronsko pošto, če že, jo pošljite njemu, ne pa 30 ostalim v vednost, ne? Tako da reply all, zadnja od vseh možnih opcij. Odpade od danes dalje. Prosim, ne počnite tega. Sodoben človek je prepričan v svojo edinskost, pravice, svobodo do raznih izbir, ali pa oziroma kako zelo se moti pri tem? Vsak posameznik. Ja, jaz mislim, da živimo, to sem enkrat rekel v neki televizijski oddaji, pa sem potem doživel kar mal plas teh negativnih odzivov. Tako da bom kar ponovil, pa mogoče bo pri vas drugače ali pa podobno. Ker Velenje je mesto priložnosti, in prihodnosti. Ja. Tako je rekel ChatGPT. Takrat sem rekel, da živimo v času tiranije osebnega mnenja, nekaj takega. Skratka, oziroma posameznikovega mnenja, ki si ga zelo hitro ustvarimo. Ne? Na podlagi, kaj pa jaz vem, podatkov, ki jih zgooglamo, medtem ko smo na WC-ju, gremo googlat karkoli o pandemiji, o vojni v Ukrajini, o podnebnih spremembah in potem pridemo ven kar naenkrat kot razsvetljeni ljudje z nekim mnenjem. In to naše mnenje postavljamo višje kot pa neko znanje človeka, nekega eksperta, strokovnjaka, ki se neki temi posveča recimo desetletja, o podnebnih spremembah, o pandemiji ali pa o vojni v Ukrajini ali pa globalizaciji in vojnah nasploh. In to se mi zdi ta zanimiva sprememba, ne? Da mislimo, da je naše mnenje najpomembnejše, da je naše mnenje tudi vedenje, znanje. To me najbolj skrbi, no? Da postajamo zaradi tega res še bolj individualizirani, da ne znamo sprejeti, tolerirati tujega mnenja. In to se pa spet vidi na omrežjih, ne? Karkoli tam objaviš, bo, ne vem, na desetine komentatorjev, ki bo najprej zabilo tvoje mnenje, potem pa z dokazi, ki jih bo našli na Googlu in potem kopirali neke povezave do spletnih strani, dokazali, da imajo dejansko oni prav. In tako ne pridemo nikamor. Jaz mislim, da moramo iti stran od tega kulta amaterizma, to je kult amaterizma dejansko, da ima vsak amater znanje ali pa pravico do izražanja mnenja vsem. In da se na vse spozna. Na vse se spozna, ja. Tako, kot rečejo Američani, Jack of all trades, master of none. Ne? Mislim, čist na vse se spoznamo. Jaz se ne spoznam na vse, res ne. Če mi se avta nimamo več, smo se ga pač znebili, ampak
ko mi je crknil, sem šel k mehaniku, jaz se ga nisem več niti dotaknil, ne, zaradi tega, ker ni imel nobenega smisla. Če si zlomim nogo, grem k zdravniku, če imam vprašanja v zvezi z novinarstvom, bom mogoče poklical vas, ne, pač moramo spet začeti zaupati strokovnjakom in znanju ljudi, ki ga pridobivajo res s časom. Pa ne gre samo za znanje, ne gre samo za tisto faktualno znanje, pa gre tudi za izkušnje ljudi, ki jih imajo zaradi dela, ki ga opravljajo. Ne? In to, da pa zaupaš nekomu, ki je tvoj prijatelj na Facebooku in je objavil neko novico o nečem, pač res se mu reče prijatelj, ni pa nujno, da ima za to prav. In da ima sploh kaj pojma o tem. Zato se potem tudi širijo lažne novice, ker naenkrat se neka novica razširi, ki je totalno za lase privlečena, ampak ki verjamemo. Ja, pa se je prijatelj objavil, no, pa jaz delim naprej. Pa je že res, ne? Zanima me, kakšno je vaše stališče do opredelitve zakonske skupnosti, da jo skleneta dve osebi ali pa da jo skleneta moški in ženska. Kako usodno je to za prihodnost človeštva ali pa morda kar naroda, bova rekla? V bistvu je mogoče podobno kot stališče Svetlane Makarovič, ki je rekla nekoč, zaradi mene ima lahko kdorkoli razmerje s komerkoli, pa če tudi stensko uro. In mislim, da je za usodo naroda našega marsikaj bistveno bolj zaskrbljujoče, kot pa to, s kom je kdo poročen. Spremljate tudi vzgojno in izobraževalno področje, otroke najmlajše. Kakšen je ta naš šolski sistem? Je zastarel? Jaz mislim, da je naš šolski sistem odličen. Da imamo res fantastične učitelje, učiteljice, tudi vzgojiteljice v vrtcih. In jaz mislim, da se sploh ne zavedamo, kako dobre učitelje imamo, kako dober šolski sistem. In jaz mislim predvsem, da so ti ljudje podplačani za delo, ki ga opravljajo. To, da je pomočnica vzgojiteljice v vrtcu, da ima plačo, ki je tam nekje pod minimalno ali pa približno taka kot minimalna plača, je sramota. In to so ljudje, ki jim zaupamo v roke nekaj, čemur pravimo naš največji zaklad, naši sončki, naši zlati otroci. A pa mislite, da ta oseba, ki je na minimalni plači, lahko potem se posveti v glavi izključno vašemu otroku, če razmišlja o tem, kako bo preživela čez mesec? Mislim, da ne. Jaz mislim, da imamo tu problem, da moramo spet začeti bolj ceniti tovrstne poklice in se zavedati, kako kakovostno javno šolstvo imamo, kako kakovostno javno zdravstvo imamo, recimo, in začeti bolj skrbeti za to, kar imamo, se zavedati kakovosti tega, ne pa samo jamrati, stokati, kako je vse narobe. In tudi dati spet malo več veljave učiteljem v njihovem poklicu, ne da jim spet mi kot ti iz tega vidika kulta amaterizma pridemo pametovati, zakaj je naš otrok dobil 4 namesto 5, pa da starši, kot slišim, pošiljajo še odvetnike v šole zaradi vsake stvari, ki se tam zgodi, ker je otrok, ne vem, a ga je kdo mogoče slučajno brcnil ali pa je stopil na žebelj, ali pa je dobil 2 pri glasbeni vzgoji. Mislim, pač učitelj je oseba, ki predaja znanje. In tega se moramo zavedati. In da ni vse samoumevno v našem življenju. Nikakor ni vse samoumevno, posebej pa niso samoumevne petke. No, od leta 2022 ste član nacionalne posvetovalne skupine za spremljanje gibanja virusa COVID. Ob zaprtju javnega življenja zaradi pandemije kot antropolog niste ostali brez dela, opazovali ste sami sebe. A je to težko? Ja, mislim, za antropologa je kar težko, zato ker pač moramo iti ven, onkraj 4 sten, raziskovati, ne vem, kaj se dogaja z ljudmi. Jaz sem si tega želel takrat, ker se mi je zdel na nek način grozljiv, po drugi strani pa izjemno raziskovalno zanimiv moment, da nas zaprejo med 4 stene. Mislim, da smo pač morali ostati doma, se izogibati stikov. Spremenile so se naše mikrogeste. Napisali ste tudi knjigo o tem. Ja, Antropologija med 4 stenami, ki je v bistvu, mislim, malo taka hecna knjiga, zato ker gre v bistvu za dnevniške zapise, ki sem jih najprej objavljal po Facebooku, pa drugih omrežjih, kar sproti, kaj se nam je dogajalo čez dan, in opisoval vse te reči, no, ko so zdaj malo, če zdaj
berem te spomine. Kakšne so bile te ugotovitve takrat? In že to, ko sem šel v trgovino, recimo opremljen z gumijastimi rokavicami, z masko na obrazu, z nakupovalnim seznamom, ob katerem je bil načrt narisan, z ženo sva pripravila tak nakupovalni strateški načrt, kako bom hodil med policami po čim krajši poti in nakupil čim več blaga, ne? In potem sem sam trpal v voziček. Glavna strateška točka je bil pa seveda toaletni papir. Tam sem se najprej ustavil, tega sem res ogromno nakupil, takrat sem kar metal v voziček, tako da me potem neka prijateljica srečala pred nakupovalnim središčem, sem mu gledala, kaj pa je z vami, kaj je narobe s prebavo ali kaj, ne. Takrat smo pač, pa se nisem bil edini, ne, ki sem kupoval ogromne količine toaletnega papirja. V nekaj se nam je zgodilo v glavi, ker sem to spremljal, ta fenomen in na Norveškem, in v Združenih državah, in v Avstraliji, in v Keniji, v Tanzaniji so ljudje kupovali toaletni papir. No, ampak za Slovence je bilo pa nekaj drugega specifično, namreč, da smo takrat kupovali kvas, ne, to je bila tudi kvasova doba v Sloveniji. Kvasomanija. Kvasomanija, kar naenkrat so kvasovke prodrle v naše domove, niso prodrli virusi, ampak kvas. In potem smo najprej pekli kruh doma, ko je zmanjkalo kvasa, so ljudje začeli peči kruh z drožmi in se potem tudi fotografirali, spet objavljali to na omrežjih, ne. Hashtag stay home, hashtag homemade bread in tako naprej. In vse to, kar se nam je dogajalo, o tem smo poročali in tudi jaz sem poročal. In to je bila glavna fora te knjige, v glavnem, da je nastajala skupaj z ljudmi, ki so potem te naše in moje, v narekovajih, norosti ali pa psihopatologijo vsakdanjega življenja v času covida interpretirali, tudi začeli zaupati svoje izkušnje. Tako da je knjiga v bistvu nabor mojih zapisov in pa tistega, kar so ljudje komentirali po Facebooku. Ker se mi zdi, da je to res en tak utrinek časa. In to je bilo, to moram dodati, v tej romantični dobi covida, kot jo včasih imenujem, spomladi leta 2020. Zakaj romantična? Zato, ker smo bili izjemno solidarni, spodbujali smo drug drugega, se bodrili z nasveti, kot zmogli bomo, še to, imamo to, gremo naprej, ne? Kako se pa recimo v času koronavirusa spremenila naša družba, pa če se zdaj vračamo v te predkoronske razmere? V bistvu se ni bistveno spremenila, to je najbolj zanimivo, ne? To je samo naša miselnost, da smo se spremenili, kaj? Mislim, tako je bil kot nek kucl, čez katerega smo šli na cestišču. Tudi pač izpusti toplogrednih plinov so se v letu 2020 nekoliko zmanjšali, dejstvo. Zmanjšali se je število ladij, ki prenašajo kontejnerje po svetu, ampak to je trajalo leto, dve, zdaj smo pa tam, kjer smo bili. Oziroma gremo naprej, ne? Strmo se vzpenjajo vse te številke in jaz mislim, da bomo imeli nek čas za razmislek, no, o tem, kam gremo. Da si bomo tudi vzeli, ne vem, kot družba nekaj premora in to sem pač takrat malo optimistično razmišljal spomladi 2020, da mogoče res nastaja neka nova družba, ker bomo bolj razmišljali o tem, kako lahko manj negativno vplivamo na okolje, kako se lahko bolj povežemo, kako lahko sodelujemo ne samo nadaljavo, ampak od blizu. Pač imel sem neke romantične ideje in predstave, ne? No, žal je pa recimo zdaj v tem času velik porast nasilja na teh omrežjih. Se drži. Ja. Ne bom rekel, da se družba ni spremenila. Mislim, pečat je še vedno tu. In jaz mislim, tudi dolgoročne posledice, pa ta dolgi covid bo trajal, pa ne samo na ravni posameznikov, ki čutijo še vedno zdravstvene probleme in seveda pač covid je še vedno tu, oziroma virus SARS-CoV-2 je tu. Pač mi smo ga kar nekako odmislili, pozabili. Prav mislim, da z ukrajinsko krizo, da je takrat je bil ta prelomen moment, ko je izginil virus z naslovnic časopisov in se je pojavila Ukrajina kot nova tema, ne? Covid je pa zdaj tako, nekje bolj na zadnjih straneh, tako kot vremenska napoved. Jutri bo pretežno oblačno, z mirno jasnostjo, po nekaterih krajih bodo tudi padavine, zjutraj bo po kotlinah megla in nizka oblačnost. Približno tako nas pretresejo te novice, ne? Ampak recimo nasilje v družinah, pa zdaj, ko beremo v zdravstvenih ustanovah, kaj to pomeni za našo družbo?
mislim, najprej pomeni to, da so imele družine in posamezniki hud preizkus v letih 2020, 2021, kako biti skupaj z nekom, s komer si lahko imel konec koncev tudi neko izogibalno razmerje. Meni se zdi situacija podobna včasih kot pri Donaldu in Melanie Trump, ki sta, mislim, da kar dobro vozila svoje razmerje, ko sta stanovala še v New Yorku, potem sta se pa preselila v Washington, v Belo hišo in kar naenkrat bila skupaj. In nekaj takega se nam je zgodilo v času pandemije, popolnega zaprtja, te krize, ko si moral biti skupaj z nekom, ki ti gre strašno na živce. In žal je to pogosto mož, partner, žena, celo otroci. In predvsem za tiste, ki so bili v slabših socialnih pogojih, ki tudi niso imeli tehnoloških pogojev za šolanje nadaljavo, tam je bila stiska najhujša. Tako da tisto, kar je Madonna rekla na začetku covida, vsi smo zdaj v istem čolnu, in takrat se je fotografirala v neki banji, kjer so plavale, mislim, da listki vrtnic. Tako, ne, Madonna, ti nisi v istem čolnu kot mi. In mnogi v Sloveniji, mnogi so v bistveno slabšem čolnu, kot sem bil jaz. Mi smo bili privilegirani, moja družina, pač imeli smo na voljo stanovanje, približno 80 kvadratnih metrov. Imel sem ta privilegij, da sem lahko delal nadaljavo, tudi poučeval nadaljavo, ravno tako moja žena. In v primerjavi s tistimi, družinami, recimo, kjer je bila, ne vem, žena, zdaj si sam zmišljujem, prodajalka, pa mož, ne vem, policist, ki sta morala biti nekje na terenu in v trgovini, pa je bila zraven, ne vem, še stara mama, ki je morala potem te otroke priklapljati na internet, ki je ves čas padal dol takrat zaradi preobremenjenosti omrežja. To so tiste tragične zgodbe, ki smo jih spregledali. In zato jaz mislim, da so posledice vidne še danes in bodo tudi še kar dolg časa, predvsem pri mladih. Jaz mislim, da mladi so bili res spregledani v času pandemije, vsaj na začetku, in ko smo pač tudi kot skupnost rekli, ščitimo starejše, ki jih lahko bolezen tudi seveda najbolj prizadane, pozabili pa smo, kakšne posledice ima lahko šolanje nadaljavo za mlajše, shajati v nemogočih družinskih razmerah, biti doma, kjer ni toplega obroka na voljo, ki ga je lahko nek otrok dobil samo v šoli ali pa v vrtcu. Mislim, to so bile hude stiske in zato so posledice dolgoročne. Tako da, kar si želim, je, da pri vseh naslednjih krizah upoštevamo tudi mlade. To ni zadnja kriza, ki je pač doletela človeštvo. Ne vem, kakva bo naslednja. Saj jaz mislim, da itak živimo v času neke permanentne krize. Gremo iz krize v krizo, iz zdravstvene v vojaško, vojna v Ukrajini, potem v energetsko krizo in tako naprej. Sprijazniti se moramo pravzaprav, da je kriza normalno stanje. Prva stvar. In pa drugič, res imeti v fokusu deprivilegirane družbene skupine. Tiste, ki so že itak porinjeni na rob družbe, tistih ne smemo nikoli več spregledati. Zelo odmeven projekt, pri katerem ste sodelovali, je bil Nevidno življenje odpadkov. Ja, sej, to je podobna zgodba pravzaprav. Včasih imamo tudi ljudi, jih smatramo za odpadke. In prav to temo zdaj raziskujeva s kolegico z Hrvaške, z Lano Peternelj. Tak projekt o smeteh oziroma odpadkih se je končal. Nadaljujemo ga pa s projektom o izolaciji, ampak tema je zelo podobna. Ena od raziskovalnih lokacij je tudi Petrinja, kraj, ki ga je prizadel potres, podobno rušilen za mesto kot zdajšnji v Turčiji, oziroma na meji med Turčijo in Sirijo. In tam je še vedno po 2 letih živi na stotine ljudi v kontejnerjih. Ne? In jaz mislim, da je ta simbolika kontejnerja izjemno močna, da naše življenje pravzaprav je kontejnersko življenje. Prek kontejnerjev pridejo stvari v naše življenje, pametni telefoni, hrana in vse ostalo. S kontejnerji odnašamo smeti stran, jih zakopljemo, pozabimo
in hkrati damo tiste ljudi, ki so v stiski, v kontejnerje. Ljudi, ki so ostali brez doma. In hkrati, zanimivo, pa smo pripravljeni za življenje v kontejnerjih, ki jim pravimo mobilne hiške, plačati več kot 100 evrov na dan, zato da bivamo v kontejnerju pravzaprav, ne. Tako da spet kontejnerji so lahko izjemno privlačni, podobno kot izolacija, ali pa se jih bojimo. In s smetmi je podobno. Meni so pa smeti zanimive zato, prav zaradi tega izraza, ko rečemo, da jih vržemo stran. Ne? To rečemo, da jih vržemo stran. Čeprav jih ponavadi ne primemo in jih nekam vržemo, ampak jih položimo v koš, ki je ponavadi nekje v kuhinji pod umivalnim koritom. To rečemo, da vržemo stran. In v tistem trenutku je neka stvar zginila z našega horizonta, no potem jo še enkrat nesemo ven in jo stresemo v kontejner, potem pa spet zgine. In v bistvu na ta način ves čas stvari, ki se nam kopičijo v življenju, pometamo pod preprogo. Zelo zanimivi so mi pa tudi ti medprostori za smeti, recimo garaže, podstrešja, kleti. To je kot nek purgatorij, vice za smeti. Recimo, ko imamo, kaj pa jaz vem, neko rabljeno vzmetnico, jo nesemo v garažo, ker mogoče še pride prav, čez kakih par mesecev ugotovimo, da je itak že rahlo splesnela, potem pa čakamo na kosovni odpad in takrat ta stvar izgine, gre dalje. Ampak garaže so, pazite, to sploh niso več prostori za avtomobile, to so pravzaprav prostori za smeti. A ni to zanimivo? In v naših življenjih imamo toliko stvari, ki so v bistvu smeti, ki jih ne potrebujemo, da si sploh ne moremo predstavljati. V bistvu živimo v družbi obilja in hkrati zaradi teh stvari trpimo. Torej zaradi vseh smeti, ki se nam kopičijo po stanovanjih. Zaradi oblek, ki se jih enkrat na leto ne dotaknemo. Zaradi, ne vem, koles, ki jih imamo v garaži za vsak slučaj. Pa smučke iz 80-ih let, pa 90-ih let, ki tičijo nekje tam naslonjene. Ker se ne moremo ločiti od teh stvari. Ja, navezani smo na nje. Na stvari smo navezani pa mogoče še bolj kot na ljudi včasih. In še zadnje vprašanje, veliko bi lahko govorila, kako postati trajnostno naravnana družba? A to ste zdaj najtežje vprašanje za na konec prihranili. Da bo kratko in jedrnato. Pa še na kratko naj povem. Ja, manj potujmo, odpovejmo se tistemu, čemur ne rabimo. In to je trik. Mislim, to jaz pač počnem, kar sem sam ugotovil. Mi smo se recimo avta znebili. To je neka stvar, ki je mi ne potrebujemo. In ljudje v mestih, pač spet privilegiran sem zato, ker živimo v Ljubljani, kjer je javni prevoz razmeroma dobro deluje, kjer imamo na voljo rešitve za deljeno mobilnost, torej za izposojo električnih avtomobilov. Danes sem prišel k vam na obisk za izposojenim avtom z Bleda, kamor smo se odpeljali z družino, ampak nimamo avta v zasebni lasti. In na ta način, ker nimamo avta v zasebni lasti, prihranimo na leto približno 2000 evrov. Ampak to redko kdo ve, ne? Da v bistvu imamo kar neke stvari, avte recimo, brez katerih živimo bolje, ceneje in še neke bremena prihranimo planetu. In jaz mislim, da takih rešitev je cel kup. Zdaj, je bilo dosti na kratko. Bilo. Gledalke in gledalci, spremljali ste oddajo Aktualno na programu VTV vaše televizije Velenje. Dr. Dan Podjed o digitalni preobrazbi družbe. Se vam najlepše zahvaljujem za vašo prisotnost v naši oddaji. Zdaj pa res, samo še ena strnjena misel za naše gledalke in gledalce. Kaj jim želite? Kaj želite vsem nam v bližnji prihodnosti? Pa izvolite, kamera je vaša. A tamle je kamera. Ja, privoščim vam, ne samo želim odklop, da si izključite naprave, da je zadnje, česar se nocoj dotaknete, človek namesto zaslon telefona in da se spet spovežete s tistimi, ki so vam blizu, ki jih imate radi, s katerimi žal pogosto izgubljamo stik. Srečno.